Današnja tema so upniki v insolvenčnih postopkih, in sicer upniki v insolvenčnih postopkih nastopajo dokaj pogosto. Zbrane so nekako tri teme oziroma trije položaji upnikov, v katerih lahko nastopajo, so še kakšni drugi redkejši. Zdaj uvodoma bi predstavila nekatera bistvena pravila insolvenčnih postopkov, predvsem zgradbo postopka in v nadaljevanju terjatve, kar zadeva terjatve upnikov, kako jih zakon razvršča, in postopek prijave terjatev. Z prijavami terjatve se dejansko upniki srečujejo najpogosteje. Upnik je lahko seveda kasneje tudi predlagatelj stečajnega postopka, oziroma nastopa kot predlagatelj, kar je nekoliko redkejša vloga. Tretja tema pa je dokaj pogosta situacija izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj. Tukaj pravzaprav upniki ne nastopajo kot upniki, ker niso upniki v stečajnem postopku, ampak so velikokrat, kot rečeno, toženi s strani upraviteljev, ker so bili poplačani v tistem enoletnem obdobju pred začetkom stečajnega postopka, in v primeru uspele tožbe seveda morajo vrniti prejeta sredstva v stečajno maso. Zato bo ta tretja tema, izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, predstavljena bolj z vidika pravilnega ravnanja upnikov oziroma pogodbenikov še takrat, izven, se pravi pred začetnim stečajnim postopkom, v okviru rednega poslovanja, da se seveda izognemo izpodbojnim dejanjem. In kako se jim izognemo, zakon je v tem delu zdaj veliko bolj natančen, kot je bil nekoč.